Ali bi morala Slovenija v naslednjih dneh priznati Kosovo? No, najprej je treba reči, da mora Slovenija tukaj delovati odgovorno, najprej kot predsedujoča država Evropske unije in poiskati skupno stališče Evropske unije, temeljno vprašanje pod kakšnimi pogoji in kaj pomeni ta odločitev ljudi v Kosovo o samostojnosti, predvsem kako preprečiti nadaljne potencialne konflikte in tukaj bi morala Slovenija delovati. Predvsem kot predsedujoča država Evropske unije. Drugič, kot samostojna država, pa mora predvsem razmisliti o svojih interesih in oblikovati ustrezno ekvidistanco do vseh, če hočete, držav jugovzhodne Evrope in tukaj najti rešitve, ki bodo predvsem pomenile, da bo prišlo do nadaljnjega sožitja in dobrega razvoja, ne pa da bi ta odločitev samostojnosti Kosova pomenila potencialno sprožitev novih konfliktov. Kdaj pričakujete, da bo Slovenija podala uradno? Poglejte, ve se, kakšen je postopek, vlada mora sedaj predlagati naslednje korake, ampak kot sem rekel, zelo pomembno bi bilo, da Slovenija ne hiti, da Slovenija deluje kot predsedujoča država Evropske unije in da predvsem v soglasju z vsemi v regiji poišče seveda tisto pot, ki bo pomenila ohraniti dobre odnose z vsemi narodi in narodnostmi v jugovzhodni Evropi. Na kakšne načine pa bo Slovenija kot predsedujoča poskusila najti soglasje s tistimi državami, ki se ne strinjajo? Jaz bi rekel tako, če bo Slovenija sledila nekaterim navodilom iz 24. decembra, potem tega soglasja očitno ne namerava iskati. Če pa bo razumela, da je predsedujoča država Evropske unije, potem pa to soglasje iskala in iskala, dokler to soglasje ne bo z vsemi ustreznimi pogoji, tudi za Kosovo, ustrezno izpolnjeno in doseženo.